Živijo. Saša, Živijo, Janez. Leon. Janez. Saša, živijo Fircologa. Ali bomo danes poznavali zmaje? Mi da smo iz zmajskega društva Kap Jasa in bomo danes malo z vami pokazali, kako zmaje letijo. A poznamo različne vrste zmajev? So taki zmaji, ki letijo v brezvetrju. So taki zmaji, ki so za normalen veter, za močen veter, so zmaji, ki imajo palce noter, so zmaji, ki nimajo palc noter. So taki zmaji, ki se obesijo na štrik gor, pa se potem napihnejo v razne oblike. Je boljše malo ali več vetra? V bistvu je nam najbolj všeč, če piha nekje med 6 do recimo 25 km/h. Kar je več, je potem te že roka boli, ko držiš, te vrvica hoče porezati, recimo, da piha 15 na uro je idealno. A se vam kdaj zgodi, da vam zmaj strm v glavi, tako kot nam na morju? Seveda se to zgodi. To se zgodi iz večjih razlogov, največkrat zato, ker neha pihati in potem zmaja probaš vleči nazaj in ponovadi ti pade dol. To se pač zgodi, greš do zmaja, pobereš in ga spraviš nazaj v zrak. Kako se pripravljamo na spuščanje zmajev? Ja, najprej moramo zmaje vzeti ven iz vrečk in jih sestaviti. Tole, kar bova zdaj sestavila, sta dva zmaja šestkotne oblike, to je star japonski dizajn, ki se mu reče rokaku. Rokaku v bistvu pomeni šestkotnik po japonsko. Ker tlele tole skozi spraviš tlele od spodaj, ta bo šla pa pol tle vodi v to skozi to lukno. Tukaj. Pa tle pa v ta žepek. Evo, zdaj ga bomo napeli, zdaj pa kar dol iz zmaja. Evo, ne. Velik. Že leti. Fircologa rokavice rabta. Zakaj pa? Zato, ker je vrvica tako napeta, da vam lahko poreže do krvi prste. Ali sem v redu? Ja. Drži pa tako, da ti štrik drsi med rokami. Tako. Evo, viš, zdaj se spušča, zdaj ga pa zadržiš, pa se bo dvignil. Zdaj ga malo potegneš, tako cukneš ga, da se začne dvigati. Evo, zdaj ga pa spet spustiš. In se spet spušča in tako gre vedno dlje in vedno višje. Kaj pa se zgodi, ko dodajeva vrvico? Zmaj začne dol padati in potem, ko ga potegnemo k sebi, spet gre višji gor. Tako da, kadar je vrvica napeta, takrat se zmaj dviguje. Vidiš, pa ga potegneš gor. Fajn potegni, da se dvigne. Tako. Tako. Evo ga. Zaveže se ga pa tako, da se naredi dvojni takle vozu. Gor, tegne in zmaj stoji sam. Najna zmaja sta privesena, kaj pa zdaj? Ja, nove zmaje damo v zrak. Zdaj bomo dali pa enega Jaz bom velikega. Tako je, tegale. Tegale. Ta je pa zmaj brez ogrodja, brez palic in leti sam, tako da se napihne in se sam dvigne v zrak. Ampak tegale, ta je pa toliko velik, da ga boste verjetno morali oba dva skupaj držati, pa še kdo pomaga. Smo, potegni! Moramo ga dati na klin, da bomo lahko gor obesili še tako imenovane. Pazi, pada. Tako ga moraš vsake tukaj potegniti, da ne pade. Tako, zdaj pa stop, tlele je klin, pa ga sam toliko spusta, da bomo naredili tiste zanke, ki smo jih prej naredili. Tako. Evo ga, imamo. Zdaj bomo pa gor dali tako imenovane napihljivce, zmaje posebnih oblik. Zakaj se ta zmaj imenuje napihljivec? Zato, ker je v bistvu to samo ena taka vreča, ki je lepo oblikovana. Ta recimo je orka. Potem imamo še morskega psa, pa meduzo, pa ligna, pa polhan enih takih kačic. Jaz bi lahko to cel dan počel, kaj je ful zabavno. Je, ne? Ta stvar je res. Zmajarjenje je en tak krasen način preživljanja prostega časa. Na zraku, v naravi, zunaj, veter piha, nore stvari letijo in se imamo res fajn. Še en zmaj v zraku! Zdaj se mora pa napihati, da dobi obliko. Bo.
Ajde, probi. Čez, Jarek! Evo, Fircologa, še zadnji zmaj danes. Mi boste pomagala. Ja. Kako Tole se mu pa reče? pasja smrt. Drugače Tako kot gusarski, samo da ga imajo psi. A ja, vsa glava. Teka. Ti. Dej. Evo ga. Še višji ga daj, ker je skoraj več vetra.